Kolikokrat ste v zadnjih nekaj dneh slišali kaj podobnega? Vojna z Iranom je bila strateški neuspeh za Združene države. Stoletja je Hormuška ožina ostala odprta za vse. Načelo svobode plovbe je prevladovalo in zagotavljalo, da je trgovina lahko prečkala ožino brez težav. Toda z začetkom vojne z Iranom so Združene države naučile vrhovnega voditelja, tega vrhovnega voditelja, ali pa morda tudi ne. Kakorkoli že, z začetkom vojne z Iranom so Združene države naučile tistega, ki vodi Iran, da je Hormuška ožina sredstvo prisile. Samo z grožnjo, da bodo razstrelili vsak tanker, ki bo šel mimo, lahko Iran dejansko zapre ožino. Cene nafte bodo takoj poskočile. Celotna gospodarstva bodo tvegala dolgotrajne recesije. Svet se bo uklonil vsakemu iranskemu grožnji, ali vsaj večini groženj, da Iran ne bi ponovil tega procesa. Duh je ušel iz steklenice in ga ni mogoče več spraviti nazaj. Zdaj ne morem reči, da je bila vojna z Iranom dobra ideja. Odgovor na to vprašanje bi zahteval natančno vedeti, koliko iranskega vojaškega materiala in proizvodne infrastrukture so Združene države uničile. Zahtevalo bi, da vemo, kako hitro lahko Iran ponovno vzpostavi ta sredstva. Zahtevalo bi, da vemo, ali to uničenje več, kot izniči povečano odločnost novega voditelja, kdorkoli že bo. Zahtevalo bi, da vemo, kolikšen odstotek ameriških zalog je bil izčrpan med vojno. Zahtevalo bi, da vemo, kako hitro jih lahko Združene države ponovno napolnijo. Zahtevalo bi, da bi poznali časovni okvir Pekinga za invazijo na Tajvan. Mislim, da imamo vsi svoja predhodna mnenja o vsakem od teh. Nažalost, da dober odgovor na katerokoli od teh vprašanj, potrebujemo tako dostop do zaupnih informacij, kot tudi poznavanje prihodnosti. Že samo začeti razčlenjevati katerokoli od teh vprašanj bi vzelo 15 minut. Zato bomo danes ta vprašanja zaobšli in se posvetili veliko enostavnejšemu. Koliko je svet izgubil zaradi tega, ker je Iran spoznal moč zaprtja Hormuške ožine? In odgovor je v bistvu nič. Da, veliko črnila je bilo po nepotrebnem porabljenega za nasprotne trditve, vendar obstajata dve temeljni težavi s to teorijo. Ena je zmota glede znanja, druga pa je zamenjevanje tega posebnega konflikta s prihodnjim, v katerem bi Iran dejansko poskušal prisiliti nekoga drugega. Razumevanje obeh teh točk je ključno za boljše razumevanje širše strateške slike v regiji. Tako bomo danes namenili svoj čas temu. Začnimo z zmoto v razmišljanju. Zdi se, da se s to težavo srečujemo vedno znova na nove in zanimive načine, zato potrebujemo ime zanjo. Poimenujmo jo amaterjeva zmota. Amaterjeva zmota nastane, ko nekdo izve neko dejstvo, pogosto z opazovanjem, in domneva, da so bili strokovnjaki pred tem dejstvom nevedni, čeprav so bili strokovnjaki v resnici tega dobro zavedni, tudi če tega še nikoli niso opazili v praksi. Različico tega, s katero smo se nazadnje srečali, najdemo na jedrskem področju. Se spomnite ideje, da so zadnja leta vojne pokazala, da so jedrsko orožje edini način za zagotovitev preživetja vaše države? In zato bo več držav poskušalo čim hitreje razviti jedrsko orožje. Nihče več ne bo naredil napake, kot jo je Ukrajina ali Iran. Pravzaprav so ljudje, ki delajo na področju nacionalne varnosti, še posebej tisti, ki odločajo o gradnji jedrskega orožja, že vedeli, da stvari tako potekajo, zato nedavni dogodki nimajo velikega vpliva na njihove odločitve. Kar so amaterji pravkar odkrili, je bilo že upoštevano v odločitvah strokovnjakov. Države, ki trenutno ne gradijo jedrskega orožja, so izbrale to pot, ker koristi niso odtehtale stroškov. Morda redno preračunavajo koristi, vendar se njihova formula letos čudežno ne bo spremenila tako, da bi vključila stolpec, kjer bi jedrsko orožje bilo dobro za odvračanje dekapitacijskih napadov. Ta stolpec je bil vedno tam. No, neverjetno je, kaj vse strokovnjaki vedo, ne da bi morali kaj neposredno opazovati. Morda kot lažji primer. Ni nam treba videti nekoga, ki bi si med vesoljskim sprehodom na temni strani Lune odprl tlačno obleko, da bi vedeli, da to ne bi bila dobra ideja. Ni nam treba, da Tajvan uniči vse svoje tovarne polprevodnikov, da bi vedeli, da bi to povzročilo globalni gospodarski zlom.
Ni nam treba poslati nekoga, ki potuje s približno 92% hitrosti svetlobe do zvezde Tau Ce, da bi vedeli, da bi astronaut tja prispel v približno 4 letih po svoji perspektivi, medtem ko bi za nas, ki smo na Zemlji, minilo 13 let. In ni nam treba videti, da bi se Hormuška ožina zaprla, da bi vedeli, da bi to povzročilo vse vrste kaosa po svetu. Pravzaprav obstaja zanimivo neskladje v splošnih javnih pripovedih o vojni. Dobili boste odstavek o tem, kako je vsak, ki je dihal, vedel, da je zaprtje Hormuške ožine nočna mora. Pogosto z nekaj komentarji o tem, kako je bila Bela hiša edina izjema. Potem, odstavek kasneje, bo tema ta, da je Iran spoznal, da je zaprtje ožine dragoceno orodje. In zdaj smo obtičali v našem krasnem novem svetu. No, ne more biti oboje hkrati. Ali je to očitno vsem, vključno z Iranom, še posebej pa njim, ali pa smo vsi skupaj kup nevednih bedakov? Vem, da tukaj pridigam prepričanem, ko vzpostavljam parasocialni odnos z ljudmi, ki se zabavajo ob učenju o tem, kako zelo smo kot človeštvo v težavah. Ampak res je bilo očitno vsem. In vsem so vključeni tudi tisti, ki vlečejo niti v Teheranu. In celo za odločevalce, ki popolnoma zavračajo uporabo teorije za napovedovanje, kako učinkovita bo strategija prisile, je dovolj, da pogledate na drugo stran arabskega polotoka, da vidite problem v praksi. Pred približno 2,5 leti so Hutiji, ki jih lahko velikodušno opišemo kot akterja podobnega državi, ustavili ladijski promet skozi ožino Bab el-Mandab, tako da so zasegli plovilo in grozili, da bodo storili še več. Ni treba biti doktor znanosti iz Pentagona, da bi razumeli, da če je poveličana militantna skupina, ki je odvisna od Irana za orožje, sposobna ustaviti ladijski promet, bi lahko Iran to zlahka storil tudi sam. Obstaja razlog, zakaj zaprtje Hormuza skupno označujemo kot jedrsko opcijo. Niče od nas ne bi smel biti presenečen, da bi zaprtje ožine povzročilo pomembne posledice za ves svet. Skratka, Iran je bil vedno sposoben zapreti Hormuz. Nihče v Teheranu ni nenadoma dobil te briljantne ideje 28. februarja in od takrat poskuša ugotoviti, kako jo uporabiti v različnih novih pogojih. Iranski vojaški načrtovalci so preprosto obrisali prah z tega načrta in ga bodo po koncu te vojne znova postavili na polico. To je načrt, ki ga bo Iran morda nekoč spet vzel s police, vendar bo uporaben le v omejenem naboru okoliščin. Drugi del zgodbe je v tem, da je zaprtje Hormuške ožine delovalo le zaradi odziva mednarodne javnosti na vojno. Če bi svetovnim potrošnikom povedali, da se bodo cene goriva jutri zvišale za 25%, stavim, da bi se razjezili na krivca. Poleg tega bi zelo verjetno podprli uvedbo prisilnih ukrepov, da bi krivca prisilili k umiku. No, trenutno svet vidi Združene države Amerike kot krivca. In znotraj Združenih držav večina volivcev vidi Trumpovo administracijo kot krivca. Da, očitno je Iran tisti, ki preprečuje tankerjem prehod skozi ožino. Iran je tudi tisti, ki cilja na naftno infrastrukturo v sosednjih arabskih državah. Toda ti posamezniki vidijo jasno ločnico med tem, ko Združene države začnejo z zračnimi napadi in tistimi povračilnimi ukrepi, ki sledijo. Nihče od njih morda ne mara Irana. Nihče od njih morda ne želi, da vrhovni voditelj še naprej vlada Iranu. Toda to vidijo kot neposredno posledico dejanj ZDA, zato je politična krivda padla na Belo hišo. Predstavljajmo si torej, da se stvari vrnejo v normalno stanje in tankerji brez težav znova prečkajo ožino. Toda potem neka druga država stori nekaj, kar Iranu ni všeč. Morda Izrael izvede potezo v Libanonu. Morda Savska Arabija napade Hutije. Po tem argumentu se je Iran naučil, da lahko zapre ožino, da doseže svoje. In zato bo Iran zaprl ožino, da doseže svoje. Če do vojne z Iranom nikoli ne bi prišlo, Teheran te možnosti ne bi odkril. In zato v tem hipotetičnem scenariju ne bi bila upoštevana. V redu, v odgovor sem vprašal tole. Kako bi svet odgovoril na tačno dejanje Irana? Iran ni bil vpleten v prvotno dejanje, vendar se je vrhovni voditelj vmešal v situacijo. Razlika tukaj je kot noč in dan v primerjavi s sedanjostjo.
Mednarodna skupnost ne bi videla Irana kot tarčo, temveč kot povzročitelja. Posledično bi bila mednarodna potrpežljivost do Irana približno nič. Ta princip smo že videli v praksi. Med vojno med Iranom in Irakom sta obe strani z veseljem napadali tankerje v Perzijskem zalivu. Toda Iran ni poskušal storiti ene stvari – zapreti ožino. Čeprav je Irak začel vojno z invazijo na Iran, je iranska vlada vedela, da bi preostali svet verjel, da je Iran vse skupaj sprožil in da bi temu sledila intervencija proti Iranu. Irak je celo obupano poskušal izzvati Iran, da bi zaprl ožino, prav zato, ker bi se jim to maščevalo. Če se vrnemo v sedanjost, pomislite, kaj bi se zgodilo, če bi Zahodu bližnja država začela razstreljevati rafinerije nafte druge države. Morda bi pričakovali, da bi bil odziv ogorčenje in prisilni pritisk, da bi ta država prenehala. Če pa je ta država Ukrajina in Ukrajina to počne kot odgovor na rusko invazijo, potem se Ukrajini to spregleda. Nekatere države bi celo lahko pomagale Ukrajini pri izvajanju teh napadov. Podoben pojav bi se zgodil tudi na notranji ravni ZDA. Trenutna vojna je brez primere nepriljubljena, ker povzroča finančne obremenitve, večina volivcev pa ne vidi jasne koristi. To je še en način, da ponovimo idejo, da jim niso všeč višje cene goriva in da zato krivijo predsednika. Torej, preskočimo leto ali dve naprej in si predstavljajmo, da se v svetu zgodi nekaj, kar razjezi vrhovnega voditelja. Zapre je ožino. Kaj se zgodi potem? No, enako javno ogorčenje, kot smo ga videli glede Združenih držav, se zdaj prenese na Iran. Verjetno bo celo še večje, glede na dolgoletno sovražnost do Islamske republike. Omejitve odpadejo. Nenavadna politična napetost, ko je Trumpova administracija skušala pomiriti trge, hkrati pa uničiti Iran, ni več prisotna. Nekatere prav tako nenavadne odločitve, ki so jih Združene države sprejele med vojno, kot je dovoljevanje iranski nafti, da prehaja skozi ožino, se ne dogajajo več. Otok Karg iz možnosti postane neizogibnost. Zaprtje ožine se iz enostranske demonstracije moči spremeni v zagotovljeno medsebojno uničenje. To je deloma razlog, zakaj je primerjava zaprtja ožine z jedrsko možnostjo ustrezna. Jedrsko orožje ni posebej uporabno za napadalne grožnje, s katerimi bi nasprotnike prisilili k spremembi vedenja. Nasprotno pa so jedrska orožja odlična za obrambne grožnje, da odvračajo nasprotnike od izjemno agresivnih dejanj proti vam. Zanimivo je, da nam ni treba videti dejanske uporabe jedrskega orožja, da bi to razumeli. To že vemo. In enako velja za hormuško ožino. Če pogledamo širše, mislim, da isti ljudje, ki razpravljajo o tem, da se je Iran naučil o moči zaprtja ožine, razumejo razliko med uporabo te strategije kot obrambnega odziva in kot aktivnega prisilnega ukrepa. Če bi ta izkušnja res pomenila, da bi Iran zavedno lahko držal svet za talca, bi potem podpirali Združene države pri vojaškem preprečevanju Iranu, da to stori. Razlog, da tega ne počnejo, je v tem, da je Bela hiša ustvarila krizo in obstaja določeno pričakovanje, da bo izginila, ko se bodo Združene države umaknile. Zakaj še naprej razpravljajo o tem, da se je Iran zavedel te moči, je zame nekoliko sociološka skrivnost. Morda zato, ker to laičnemu občinstvu zveni pametno. A v resnici je to zmota laika. Torej, kakšne so naše ključne misli za danes? Veliko se govori o tem, da živimo v novem svetu, kjer Iran zdaj pozna moč, ki jo ima prek ožine. Pravzaprav pa so bili Iran in vsi, ki jih to področje zanima, tega že prej dobro zavedali. In Iran ne more izvesti še ene zapore in pričakovati enake mednarodne brezbrižnosti in odziva, če je Iran tisti, ki to sproži. Lahko pa pričakujete moj standardni zaključek za to. Še en dan vprašanja, ali je to vojna ali ne. Zabavo nadaljujte tako, da si ogledate moj seznam predvajanja o širšem bližnjevzhodnem konfliktu. Če vam je bil današnji video všeč, prosim všečkajte, delite in se naročite na kanal. In se vidimo naslednjič. Pazite nase.